Ja, tako kar začeli današnjim predavanjem. Zdaj danes pravzaprav nadomeščamo januarsko predavanje, ki je odpadlo zaradi epidemije. Smo predstavili iz 18. januarja na 1. marec. In še eno predavanje, ki mora biti 15. februarja, smo predstavili na 29. marec. Tako da bomo imeli v marcu kar 3 predavanja. Ne boste pričakovali vabila. Zdaj, danes predstavljam pravzaprav starega znanca naših predavanj. Tudi poleti. Zaslužnega profesorja, dr. Franca Pohlevna, po izobrazbi biolog, ki se pa intenzivno ukvarja z lesom. Velik propagator lesa in neprestano na vseh forumih skuša uveljaviti les kot pomemben element pri gradnjah. Vsako leto organizira tudi razstavo v Cankarjevem domu Čar lesa in nas bo on posebno povabil na to razstavo. No, danes pred časom je govoril o lesu na splošno, ne uporabi lesa. To je moja prostovoljna dejavnost. Ja. Profesionalna pa to ne. Aha. No, danes nam bo govoril o lesnih škodljivcih in o naravni zaščiti lesa. To je pomembno, da je ta zaščita naravna, ne, da ne vnašamo v okolje preveč kemije. In mu kar predajam besedo. Hvala lepa za povabilo. Veselim sem ga sprejel. Ker ti veliko predavam ravno to, kar ste prej rekel, moje prostovoljno ali pa iz jeze, kar se ukvarjam. Tole je pa moja profesionalna dejavnost in prav zaradi naravne zaščite lesa sem nekako prešel iz biologije na lesarstvo. V času, ko je bilo lesarstvo najbolj elitna panoga, takrat v Sloveniji, gospodarska panoga. To me še mogoče toliko bolj jezi, kaj se je zgodilo po osamosvojitvi, ampak to bomo še kasneje. Torej, zdaj bom pa kar o škodljivcih lesa ali pa o razkrojevalcih lesa, ne prvo bi rad vam podaril. Torej so biotični dejavniki in pa abiotični dejavniki. In bi mogoče ne prvo o abiotičnih dejavnikih. Abiotični dejavniki, ki ogrožajo lesne predmete, to so vremenski vplivi, predvsem kisik iz zraka, ki oksidira celulozo, ki se potem cepi in potem tudi husmiči, UV, ki bolj ali manj vpliva na ligninske komponente v celični steni in vlaga, temperatura in tako dalje, tudi mehanske ogenje. Rezultati so približno takole, kot smo izgubani in zgrbančani. Takole reljefna in pa barvne posivili smo in pa seveda tudi reljefnost, mi pa rečemo zgubani. Ampak tole je že staro kar nekaj 100 let. V začetku je ta proces, prvih 10 let malo bolj intenzivno poteka, potem ko se pa te kosmi naredijo, pa že delujejo tudi kot UV odbijalci in potem je ta proces z leti se upočasni in nekako v nekaj stoletjih potem prodira vedno globje, ampak to je zelo, zelo počasen proces. Tole je, mislim, da slika na, mislim, da 530 let ene stare hiše, tako so rekli, ko sem bil na nje in pogledajte, kako je še vse to kar ohranjeno po tolikih stoletjih. Tole so tudi iz hribov nekje in mogoče ljudje premalo vedo, da je to sivina, to je naravna barva lesa. In zdaj, ko smo nekako začeli promovirati les, pa rabo lesa, ljudje so se toliko tujili od tega lesa, da več ne razumejo, kaj je pravzaprav, kakšen material les je. In me pogosto kličejo, ko si zgradijo hišo iz lesa, pa rečejo, zdaj nam pa plesni in tako dalje, in potem mi pošljejo sliko in potem ugotovim, da dejansko dobiva patino.
In jaz navadno takole pri študentih se primem za brado in to je kvaliteta, ne pa napaka lesa. In si to bolj tudi zapomnimo, tako da naravna barva lesa dejansko je ta siva ali pa ta patinasta. To je patina, ki dejansko prepreči, da bi nadaljne razkrojil. Ampak tukaj nekako bom končal, ker te lesni predmeti pred abiotskimi škodljivci zaščitimo s površinskimi premazi. In to je tudi premalo znano. Ko se pojavijo gobe in rečejo, pa sem skozi štrihal s premazom pa lazurami, gobe pa kar rastejo ven. Torej, to morate vedeti, da je to primer, to so oljne barve, lazure, ki zaščitijo le površino in jo obenem obarvajo. Dostikrat je to estetski vidik, kot tole iz ene cerkve v Halozah, krasna slika, kaj pomeni površinski premaz. Dostikrat se pa na hrbtni strani pa že noter zaredijo kakšni insekti, ki se tukaj le s strani ne vidijo. Tako da s površinskim premazom zaščiteni predmeti, to si dobro zapomnite, so lahko še bolj izpostavljeni škodljivcem. Torej, omogočajo pogoje, ki jim pomagajo pri razkroju. Kajti ta površinski premaz dostikrat po 2-3 letih majhna razpokca, noter pride vlaga, nikakor pa ven ne. Jaz potem študentom rečem, ko da greš po ledu, se ti vdre noter, ven pa težko prihaj. Isto je z vlago. Tako da tole je bilo včasih na Gozdarskem inštitutu, ena klopca, ki je hišnik skozi premazoval, vsako leto premazoval, bolj je s površinskim premazoval, bolj so rasle gobe ven. In potem k meni enkrat pride pa pravi, pa kakšno zaščito se mi greste, ne? Jaz sem rekel, ja, to je katedra za lesne škodljivce in impregnacijo lesa, za površinsko je pa ena druga katedra, ki jo vodi pa Marko Petrič. Torej, da to so dva taka ločena področja, tako da bom kar končal tukaj le, kajti to pa profesor dr. Marko Petrič pa se ukvarja in je na katedri za površinsko obdelavo lesa. Tako da samo uvod in kjer nekako se pa dobimo, je pa tukaj, da dostikrat te premaze, če niso na pravem mestu uporabljeni, boljše, da jih ne uporabite, kot pa, da nekaj premazujete. No, zdaj bo pa pri biotičnih dejavnikih, ker sem pač biolog, to so pa lesne glive in lesni insekti, tudi morski škodljivci se zdaj v Jadranu zelo pojavljajo, že spet bom povedal na koncu, zakaj. Potem so bakterije, ki povzročajo gnitje, navadno že v gozdu, v samem drevesu, in gozdarji vedo, če podrejajo, da je voda nekaj dni smrdi, ni hude mehanske poškodbe, ampak to je res gnitje, medtem ko glive pa trohnobo povzročajo. Tako da to so razlike. Ptice, sesalci pa tudi človek zaradi neznanja, dostikrat je večji škodljive, če dostikrat naredi še več škode, kot pa kakšenkoli od teh škodljivcev, ko napačno z lesom ravna. Poškodbe in propad lesnih izdelkov ter objektov, zlasti pa kulturno-zgodovinskih predmetov, ker sem ta predmet tudi predaval na oddelku za restauratorstvo na ALU, kar nekaj let tudi ta predmet smo uvedel takrat. Torej, in posebej na kulturno-zgodovinskih in umetniških predmetih iz lesa predstavljajo neprecenljivo škodo. Zato je treba seveda previdno ravnati. In mogoče zdaj malo kot biolog bom šel v glive. Torej, 3 načini oskrbe pri glivah z energijo so možne. Ena skupina gliv je seveda paraziti, torej zajedajo žive celice. To so problem, se ukvarjajo od veterinarji, paraziti na živaleh, do medicine, mikoze pri človeku, pa seveda agronomi, verjetno najbolj veste pri vinski trti, pa paradižnikov, fitoftora, peronospora in tako dalje. To ne bi. Sem se pa kot študent in potem tudi v diplomi, doktoratu in pa magisteriju ukvarjal z simbionskimi glivami, mogoče je par besed o teh, in po leto tako nekako tik pred osamosvojitvijo pa so me zvabili lesarji v svoje vrste, kajti takrat je pač postalo, da se kemikali v svetu in Sloveniji, da se kemikali čim manj uporabljajo, ne samo v zdravilstvu in tako, ampak tudi v lesarstvu. In so rabili prej to kemik se ukvarjal s tem, kajti do takrat je bilo važno čim boljši strup, ni bilo važno, kateri organizem je, ta vse pobije.
In potem so me zvabili, da sem pač s kmečkim srčem šel iz biologije na lesarstvo, ker so bili pogoji nekajkrat boljši, takrat vsej, in sem začel proučevati te saprofite ali gljive razkarjevalke. Ampak vseeno nekaj se pa dotikajo, vseeno mikoriza pa simbionti. Torej tukaj podgobje je v simbiozi s koreninskim sistemom, ki ga oskrbuje z minerali, vodo, drevo pa gobi daje pa glukozo, hrano in na ta način pač uspevajo. Torej ni parazit, ampak gre za simbiozo. In tudi korenine, vidite, se spremenijo, mikorizne. Nekajkrat boljša preskrba je z minerali, ščiti korenine goba, tako da te jurčki, tartufi, mušnice in to so vse mikorizne gobe. Takole pač tule na Rakovniku sem slikal vsako leto po tem drevesom zraste tudi mušnica in mušnice so tudi v mikorizi z smreko, kot je iziglavci. No in mogoče, mislim, da Matjaž tukaj, ampak vseeno, da s tem področjem se ena prvi v Evropi ukvarjala profesorica, ki je bila tudi moja profesorica, verjetno brez nje tudi ne bi pred vami bil. In mislim, da je kar pomembno ledino Urala, ne samo v Evropi, takrat tudi v svetu na tem področju. In da bi mogoče se mogli večkrat spomniti tudi na njo. Tako da s kmečkim srčem sem šel z biologije, potem sem začel proučevati pa lesne saprofite, torej čist drugi način preskrbe z hrano. Torej saprofiti ali gljive razkarjevalke. Jaz jih ne imenujem gniloživke, ker gnit je proces bakterijski, navadno brez kisika, to je pa seveda običajno pri dihanju uporabljajo kisik, torej aerobni proces. V gozdu, zdaj bom brez gljiv razkarjevalk bi dejansko se življenje ustavilo. In mislim, da so gljive med prvimi organizmi na svetu, ki so začele z svojim načinom se oskrbovati z energijo, in nekateri literaturi pravijo, da so to pravzaprav prvi organizmi, ki so se zaradi specifične presnove prehrane začeli življenje na zemlji, ali pa med prvimi. Takole po gozdu razkrajajo te procese in so v naravi neizmerno pomembni organizmi. Eni najpomembnejši. Poglejte tale flot, kako v nekaj letih se razgradi s pomočjo gob, ne bakterij. Gobe so tiste bakterije, tega surovega lesa težko. Sem vam že prej rekel, v kakšnem drevesu se pojavijo, ampak ne razkrajajo navadno tisti del, kjer se pretaka glukoza, izrabljajo in potem, ko drevo se podre, tudi bakterije propadejo. Takole opravljajo svoje delo, s tem, da to organsko materijo mineralizirajo, kar je zelo pomembno za prehrano, za mineralizacijo gozdov, za vznik novega življenja. Tukaj pogledajte, take krasne gobe potem zrastejo, ko se oskrbijo z energijo iz lesa. Ali pa tukaj je druga. In tukaj je pa povezava med mikorizo pa saprofitizmom, razkrajevalkami. Torej, razkrajevalke so tiste, ki razkrajajo les, ga minerale, in ti minerali so potem dostopni mikoriznim gobam, da jih absorbirajo in posredujejo rastlini. Torej, tako se tukaj, da so te saprofitske gobe zelo pomembne tudi za mikorizne, kajti če tega procesa ne bi bilo, mineral ne bi se razstrojil, in zato torej razkrajevalke lignoceluloznih in tudi v agronomiji, slama in tako dalje, ti lignocelulozni materiali tudi s pomočjo gljiv. In tam pa tudi bakterije, ker je manj lignina v teh komponentah pri agronomih, v teh kulturnih rastlinah, kot je pa v lesu, zelo pomembne. Torej, zdaj bi rekel to, da so torej gobe zelo, zelo pomembne in kako ne moramo reči, da so škodljivci. Škodljivci pa zaradi vidika človeka, ki se na sebe vidi svojo korist, in če se na njegovih izdelkih pojavljajo, takrat so pa škodljivci. Tako da lahko rekel, gljive kot škodljivci na uporabnih
in pa kulturno-zgodovinskih predmetih, umetniških predmetih, pa človek to pojmuje, kot da je to škodljivec. In od zdaj naprej bom rekel, da je to škodljivec. Čeprav se imamo zavedati, da v gozdu, pa v naravi so pa neophodno potrebne. To je napolnik, ki je bila ena hiša, 150 let stara, ker niso obnavljali kritine, je pa potem v letu pa pol popolnoma propadla in tam je zdaj, mislim, da vsi Porimska ena hiša grajena. Ali pa naprimer, pogledajte Kozolci, 150-200 let star, to je v Šentrupertu, ko smo obnavljali muzej Kozolcev. Tisti zdaj, ko je kritina odšla, je propadel. Če bi kritina bila, bi še 100 in 100 let lahko zdržal. Pa ne samo, zdaj so imam stare objekte. Takele objekte, ki so leseni, ampak arhitekti se izživljajo z svojimi formami, nimajo napušča, žlebove imajo kar v fasadi in po letu pa pol, pogledajte, se tole dogodilo. In to ne samo na teh hiši, kar na precej hišah. In to meče slabo luč na les, ampak les nima slabih lastnosti, ampak človek, ki ga ne zna uporabljati. Ja. In vedno več opažam, da te kontejnerje gradijo in tako dalje. Tako da bi rekel, da arhitekti in gradbeniki bi mogli malo več znanja o lesu imeti in da bi mogli imeti znanje, kako uporabljati in kako oblikovati. No, zdaj pa malo biologije. Torej, kako pa pride goba na te predmete? Spore. Torej, trosnjake, goba tvori trosnjake in tam nastane na milijarde spor, ki iščejo pravšno mesto, da vzklijejo. Samo par, mogoče tisočin promilov mogoče uspe, da najdejo, zato je pa takšna produkcija spor. In če najdejo pravšno mesto, da pravi substrat, prave pogoje, ki jih bom kasneje povedal, potem iz spore vznikne miceli, hife, in preplete hife miceli. In takole vidite, in miceli izloča, tole je les, dejansko les ni nič druga, kot lesenele celične stene. Pa votri deli, so to navadno vidimo, bom kasneje pokazal. In potem, ko spora sklije, hifa sklije in potem izloča encime in tukaj zunanja prebava. In izloča encime in temu procesu rečemo lizotrofija. Autotrofija, fagotrofija so živali, človek, autotrofne so rastline. Naprimer, ta skupina gob, saprofitskih, so pa lizotrofični način. Bom kasneje mogoče. Takole izgleda potem pod mikroskopom hife, pa razkrojene celične stene lesa, mi pa rečemo, to je pa trhlo. Navadno pa rečejo, da zgnije les, ampak jaz to navadno popravim, da ni gnitje. No, kaj je pa lizotrofija, mogoče vam pa vseeno povedal, torej tule je hifa, vidite hifa, in izloča eksoencime, torej to, kar mi v želodcu delamo, gobe izločajo v substrat, v les. In če ima oksidoredukcijske encime, razkrajajo lignin, ki se po teh stranskih poteh mora preformirati v glukozo, kajti hifa lahko vzame iz substrata glukozo ali pa glukuronsko kislino, drugih komponent ne more, da bi dele celuloza ali pa lignina v sebi. Torej, kot mi v črevesu absorbiramo glukozo v kri, tako tudi iz substrata glukoza. To je res tak način, mogoče kaj morska zvezda, Matjaž, nekaj tajega gre na kakšno školjko pa noter izloča zato, da jo odpre. Ampak tukaj, da jo odpre in potem prebavi. Medtem ko tukaj pa goba izloča encime v substrat. Če skupina gliv ima encime za razkroj lignina, povzroča belo trofnobo, vidite, navadno belo trhlo. Druga skupina saprofitskih gliv pa izloča encime, ki razkrajajo celulozo. To je bolj enostaven sicer proces in povzroča ostanek je lignina in je areal, ker je lignin. No, tole pa verjetno ste v naravi že videli. V gozdu v glavnem vidite tole belo trofnobo, ampak tudi, če boste malo bolj pogledali, kakšni iglovci, ki je bolj pogosta, je pa tudi rjava trofnoba so gobe. Medtem ko hišne gobe v hiši, pa tamle v gospodarski poslopju pa navadno se razkrajajo celulozo in povzročajo rjavo trofnobo.
Takole, tudi na drevesih stoječih najdete gobe in reče, to so paraziti. Pa niso. To so gobe, ki so preko ranitve prišle v centralni del, ko rečemo jedrovino. In jedrovina je mrtev del drevesa. Beljava pa skorja je živ del, tudi vrhna skorja je mrtva, ampak tisti del je živ. In te gobe so saprofiti, ker rastejo na mrtvem delu živega drevesa. In preko poškodbe potem pa izločajo, ko se od gobje v sredini razraste, potem poženejo klobuki. Boste videli, v botaničnem vrtu imam en tak primer, kako potem izgleda drevo izvotleno zaradi tega. Nekaj leče lahko stoji, dosti krat kmetje ga posekajo, takrat vidijo, da je potem kanon oziroma izvotlen. Torej, to so saprofiti, niso paraziti. Ja. Je pa tudi, paraziti so na drevesih, ampak tisti ne grejo na žive celice, ne pa na mrtve, kot je jedrovina. No, tu je nekaj na štorih, so saprofiti, tule so na kakšnem kompostu, rastejo tudi, to so sekundarni saprofiti, tega nisem prej niti omenil, ali pa tale smrekova obrobljenka na hlodu podrtem. Potem pa seveda tudi na gradbenem lesu, na takih brunah, na teh tramovih. Tukaj je na primer tramovka, tule je napisana proskocevka, ki se pa pojavljajo že na grajenem lesu kot škodljivke. Ena najhujših so pa kletna goba, ki se pojavljajo tudi konjofora, puteana, bela hišna goba. Tule je bilo v Stari Ljubljani, prejšnja, tule je bila gor iz te graščine, ko je kardinal naš Rode si pripravil. In so tudi imeli tole gobo, ker je v Goričanah, ker je kondens iz kleti prihajal gor in jih režah in je, ko so to odpirali, in so vam potem povabili, kaj je to za me goba, in je bila bela hišna goba. Tole je pa tule v Stari Ljubljani, je gor delal to je bilo za spodnjem nadstropju je bilo zadelano, gor je pa eden delal estrih iz armirano betona, eno stanovanje više se zaprlo in potem naenkrat čez tisti strop začele gobe rasti in me povabili. Tole neki pa ribičo je, to je bilo gostilna ribiče, ali kaj je ribiče, mislim, da je tam na težje, tole skoraj na strop. To je pa siva hišna goba, to je v eni cerkvi, pod klopmi se pojavlja. Tole podgobje je pri teh gobah navadno površinsko, pri hišnih gobah ne gre, s površinano znotraj. Tudi lahko opeko prerašča, dosti krat me pokličejo v drvarnice, ker dobijo, rečejo, zdaj imam pa na premogu, ampak potem hitro dokažem, da je med premogom tudi jamski les, čas je bil, zdaj ga skoraj ni več, ampak v nekaj 20-30 let nazaj in potem na tistem jamskem lesu se pojavi goba, ki se pa po premogu prerašča. Takole bo potem, vidite, z površine navznotar tudi razkroj poteka, obratno po prejšnjih, ko sem vam rekel, da iz notranjosti navzven. Ampak hišne gobe grejo po površini razrase in tudi taka površinska blazinaste trosnjake imajo. No, gledajte, če je slaba sanacija narejena, nov pot so naredili in ker tisti je rekel, to je gnilo, bom stran dal in tako je novega, ampak to goba se prerašča tudi noter v steno in tako dalje, tudi meter pa pol v gradovih sem že dobil, da je šlo skozi z izomorfi. In če je slaba sanacija narejena, potem seveda gre takoj na nov pot, ki ga zamenjajo. To so že drugi ga zamenjali, potem so me pa poklicali, kaj treba narediti. In tukaj vidite tudi slaba sanacija, nov pot, a pa tu je pa na starem, vidite, to je trosnjak, ki lahko je žarišča, kjer razkoraj poteka tudi kakšno nadstropje oddaljeno, pa še več. Ker takole je v cerkvi, vidite, opaž, ki je bil proti steni, ampak tisti notranji del je bil po površini preraščen za sivo hišno gobo. To je trosnjak, to je pa na klopi v cerkvi, tudi se pojavlja. Ali pa na oltarjih, to je nepredsedljiva škoda. Da pa tako dobro prodira so pa tile sive izomorfi, s katerimi lahko nekaj nastropi tudi čez beton pa opeko gre. No, tole je bilo trosnjaki, če je kdo bil tule v samostan Žičah, je v pritličju poskuševalnica vina, mislim, da Grič ima tam,
prodajalno vina v Prekličju in tule naenkrat ugotovijo v tej pritličnih prostorih, da je goba. En kolega, ki je šel tja poskušati, je poskušal in rekel, to imate pa pohlevna poklica. Jaz tja pridem, to pogledam, sem rekel, hočem iti višje gor, ja nimam ključa. Jaz sem rekel, pa ne morem, ne. Pa so klicali, da smo prišli gor in smo ugotovili, da eno nadstropje više so zadelali, so sanirali in so pragove kar zidali stare noter, ne da bi dihali. In od tam se je potem eno nadstropje nižje pojavila goba na teh pravkar zidanih tramovih. Ampak zgodba je šla še dalje. Jaz potem zahtevam, da bi šel še od spodaj v klet gledati. In tisti majster z Heline je bilo eno podjetje, ki dela sanacijo, imel pred vrati pred kletjo nakopičenega tega gramoza, opeke, je rekel, ja noter pa ne morete. Jaz sem rekel, v redu, pa podpišite, da pač nisem mogel noter. Jezen je bil, me preklinjal in rekel, pa kaj pa to hočete, pa je delavce dobil, da so eno uro tisto predstavljali. In ko smo šli noter, pogledamo in še v kleti. Ko ste pa vi to vedeli, da je kleti goba, ne, in sem je opravičil, potem in tako dalje, tako da veste, vsega se človek že navadi v življenju. Tako da smo, to je bil približno takole meter premjera. In to z rizomorfi, in ko pride, ker te trosnjaki se tvorijo, kjer je prepih. Da goba je zelo inteligentna in naredi trosnjaki, da bo lahko spore, ki jih nastane milijardo na takem na dan. No, in zdaj smo pa tam, da lahko tudi da govorimo o lesnih škodljivcih na drevesih, seveda, če je to park. Na parkovnem drevju, in tu je marmontova lipa, ki je bila posejena v 1810, takrat, ko so se ustanovil botanični vrt. Jaz sem zagledal, da je okrog se pojavila tale smolenasta pološčenka, Jožeta angažiram, da naj takrat prodre, in rekel, je to, bojo še eni fantje zvrtali, ne vem, kdo me je vrtal, in tudi nekako so vrtali, pravi Jože Bavcon, ne. Pravi, nič oni so vrtali, vse v redu, nič ni noter, so rekel, ja, jaz pa vem, da mora ta goba kar tako ven rast. Tako da na 4 leta je še pusto, to, potem je pa lepo no, potem kakšno leto kasneje so zrasli štorovke obilno okrog, ena od vrst štorovk. Poleg te gobe, ne, tako enkrat ta, drugič ta, no potem je pa lepo no in vidite, takole se je videlo. Torej, da to je res saprofit. In potem sem jaz posekal 17 in jaz sem rekel, Jože, daj tale hlod, to je od marmontove lipe, naj to ostane, daj posuši ta goba in štorovka propade, ko se je to bom še na koncu povedal, ko je manj kot 20% vlage in bo hlod 200, pa še nekaj, 210, 215 let star, to bi lahko bil kulturni spomenik tam. On je nekako mencal in še zmeraj menca. No in potem lani sem tole sem pa včeraj šel slikati v botanični vrt, pa takole od tega zgleda. Torej, nič. In me je zelo, zelo me boli, da en tak kulturni spomenik je takole uničen. No, tako da zdaj sem končal z temi gobami. Upam, da ste kaj razumeli od tega. Če imate kakšno vprašanje, me lahko kar ustavite v mesto, me še kaj vprašate. Če ne bi pa potem šel na insekte. Tukaj zdaj, Matjaž, se ti malo opravičujem, ker bom čisto poenostavil. Torej, jaz bom bolj lesnih insektih. To so lesne, rečemo, da je celotna ali pa del življenja v lesu, direktna ali posredna prehrana z lesom. Nekateri insekti živijo v lesu s tem, da gojijo gobe. In to svežem, to so listvičari in tako dalje. To so kot da te gojitelji gob v svojih rovih gojijo gobe, seveda to mora biti les svež, ker gobe, boste videli, rabijo vlago, da lahko rastejo. Razgradnja počasnejša kot z glivami, z izjema termiti, ti lahko zelo hitro, medtem ko sam proces insekti delajo rove in tako vrtajo in mehanska lastnosti ne zgubi tako hitro, kot če trhni. Les od bivališče mravlje, Camponotus herculeanus je ena taka velika mravlja, ki samo bivanje mora pa imeti izhod ven. To je zelo pomembno, če me pokliče, reče, mravlje imam. Jaz sem rekel, samo dostopim onemogočite, ker mravlje grejo na drevesa in sesajo tisto mano od oči listnih.
in samo bivajo in lahko na ta način se iznebimo v kakšnih vikendih in stavbah, ki pa lahko naredijo kar veliko škodo. No, zdaj, življenjski cikel lesnih insektov, torej razvoj, zgleda takole, ne, samica odloži jajčeca na ali pa v les, na razpoke, tukaj potem jajčna larva, ki se iz jajčeca razvije, potem odrasla larva, nekajkrat se levi, to zdaj ne bom tako, tudi ta ciklus lahko traja eno sezono, pol sezone, lahko pa več let. To je zdaj odvisno od vrste lesa, vrste insekta. No, ko se nekajkrat larva levi, se zabubi in iz bube se 2 do 3 tednih razvije imago, torej odrasel, samec samica lahko izleti ali pa tudi ne iz lesa, odvisno od vrste. Po oploditvi samica izleže jajčeca in odmre. Samec že ima prej. Samica še mora poslanstvo, da jajceca odda na pravo mesto. No in takole izgleda pri hišnem kozličku, samica oplojena, izleže jajčeca in potem iz jajčec larve in te larve živijo tam, nekako vrtajo v lesu tam od 3 do 5 pa tudi do 20 let, odvisno od hranilne vrednosti lesa in to v beljavi, naprimer. In potem, po nekaj levitvah, v začetku se še ne sliši ta larva, ampak po 2-3 letih, ko pa zraste in ko dobi močne čeljusti, pa ljudje kličejo, da ne more več spati, ker navadno začne po noči in to ljudi zelo, zelo moti, ko škrebla in se počutijo ogrožene. No. In potem se seveda v zabubi, iz bube pa samec samica, ki izletita, zunaj se morata srečati in potem samica lahko nazaj v ta les ali pa v drug les odda jajčeca, ki pa mora biti beljavo. Ta izdelek mora delček beljave biti, da odda jajčeca. No, tole pa vidite, hišni kozliček, tole je navadni trdoglavec, parketar. No, vidite, kakšna razlika je med otročkom pa odraslim. Larvo, modri kozliček, mogoče to progasti lesar ali progasti lestvičar, ta larva in samica gojita gobe v rovih in dejansko larve in on se prehranjuje z miceljem gob. Vrtovin podobno, potem pa seveda lesna osa, ki pa z tem leglico odda jajčeca v sveže les po 3 do 5 letih pa iz suhih izdelkov, ko že imate, ko ste že hlod prežagal in v deskah se ohranijo larve in izletava navadno, ko je že les zgrajen in to potem ljudi preseneti. No, vidite, takole otročki preskrbijo hrano, primerjava s človekom je daleč od tega. Mi za otroke skrbimo do 20. do 30. leta, ampak še dende, tukaj pa dejansko otročke vse preskrbijo in dejansko samec samica živita samo za ljubezen in odmreta. Kot maj, keca. In te larve naredijo tole škodo, ki grizejo, vidite, kakšne čeljusti imajo. Samica in samec tega več nimate, živita samo od ljubezni in energija, ki v masnih telesih ostane po levitvi in od tega in zato, da seveda samec samica lahko teh rezerve, ki jo dobita od larve, živita tam 14 dni do 3 tednov maksimalno. Medtem morate kopulirati, torej spolno aktivna sta in samica še mora oddati jajčec. No, tole vidite hišni kozliček, ki bo tudi predvajal. Larva, tole smo jih gojili, tudi gojili in še verjetno gojijo na katedri, ker sem bil za poskuse. Vidite, takele luknje delajo larve, potem pa se po 4, 5, 10 letih izležejo. Mi smo tole prepojili dostikrat malo s peptonom oziroma s proteini in potem je razvoj približno enkrat hitrejši. Takole pa zgleda, edino kar samica ali pa samec naredi, da so tele luknje, ki prebijeta ven, da zletita, ker ona dva potem se v zraku srečata, da med sabo isti potomci iste materje, da ne plodijo se, oziroma ne kopulirajo. No, tole je pa navadni trdoglavec, zelo pogost v pohištvu. Kot vidite, noter zelo razkrojeno, zunaj, to pa obratno. Ta pa samec in samica ostaneta noter
in se potem lahko več generacij razvije larv v samem izdelku, tako da izletnih odprtin je malo, noter že pa čisto piškavo razkrojeno. Navadno, da se dobita samec in samica potrkavata. In to na podeželju, ko to poslušajo, rečejo, nekdo bo umrl. Zato tudi temu navadnemu trdovratcu pravi tudi mrtvaška ura. In potem jaz študentom rečem, da to nikakor ni to mrtvaška ura, ker to potrkavanje je klic po ljubezni, ker na ta način se samec in samica v lesu srečata, kopulirata, oddaja jajčice in tako se več generacij lahko ne da bi izletavali ven. No, vidite, takole najrajši so bolj na hladnem, ker je malo večja vlaga, tako da bolj na tleh. No, loti se pa tudi kakšnih čevljev, če imajo leseno peto. Takole, če je aktiven napad, se vidi iz sveže izletne teh odprtine, ki so polne črvine. Ko je to, če je že star napad, ker dostikrat zapustijo, potem seveda tega svežega več ni videti, ampak je že vse od veter odpihta, pa tudi oksidiral, ni tako lepe bele barve. Mogoče še tole primerjavo, da dam po tej črvini se vidi, ali pa larvini, ker ni to črv, je larva, po larvini se vidi, da je to od trdoglavca, tole pa od kozlička. Kozlički imajo bolj grobo to črvino, ali pa larvino. No, potem so še termiti, tudi je bilo objavljeno nekaj v teh, rekel so iz Gamatice, o termitih, Blažnega zelo zanimivi, živijo tudi v simbiozi z protozoji, ga imajo v prebavnem delu in dejansko ti prebavljajo hrano in delavci med sabo izločajo to hrano zato, da jo sodelavec poje. Tako da na ta način seveda pa hranijo tudi kralja in pa kraljico, ampak ne več o tem. Pojavlja se pa zadnjih 20 let tudi ladijska svedrovka, ki skoraj ni bila v Jadranu. In zakaj? V balastnih vodah. Veste, da te ogromne ladje, če niso natovorjene, morajo ne vem koliko, 10.000 ton vode, menite, da je stabilna in ko jo natovorijo, pač to vodo pa ven spuščajo, tako da dobimo zdaj vode iz celega sveta tudi v Jadran. Mogoče tega se niti tukaj ne zavedamo. Tako da, zdaj sem jaz še o insektih, kratko upam, da ni bilo preveč končno, sem poenostavil, če bo se dalo, zdaj pa gremo, kako bi pa to zaščitili. No, in jaz se bom preventivne zaščite lotil in to naravne konstrukcijske, torej zaščite, življenjski pogoji, ki so bistveni, da mi življenjske pogoje škodljivcev študiramo in poznamo in so na ta način naravne preventivne zaščite. Kemične ne bom danes, represivno pa bom in sicer zopet naravno samo, brez kemikalij, brez biocidov, kako se jih, če enkrat pride do napada, lotimo in kemične pa ne bom, lahko pa mogoče čez kakšne 3 leta spet pride pa to stvar predavam, ker je to kar obsežno področje impregnacije. Torej, naravna zaščita. Če hočemo naravno zaščito, zato so me tudi iz biologije lesarji izvabili, da sem šel tja, da moramo dobro poznati škodljivca in pogoje, ki omogočajo njegov razvoj. To je bistveno za naravno zaščito. Omejeni pogoji uspevanja. Škodljivci lahko živijo v omejenih pogojih. In mi te pogoje moramo vedeti, kateri so optimalni, da pač damo neoptimalne. Če zagotovimo neustrezne pogoje, smo naravno zaščitili lesne izdelke, objekte. Trajnost, trpežnost lesnih izdelkov, česa je odvisna, je čas, obdobje, v katerem les ohrani vse svoje naravne lastnosti in tudi funkcionalnost, tudi nekateri življenjska doba. Trajnost sem do nekaj let nazaj to uporabljal, pa sem pa enega strokovnjaka poslušal, mislim, da ne vem, za arhitekture, zgradbeništva, ki je rekel, da beton je najbolj trajen, ker je trajnostni razvoj zdaj. Trajnostni razvoj pa pomeni, koliko obremenjujemo zemljo, koliko je še dopustno, da bomo, in je čist nekaj drugega, kot pa tole trajnost. In on je rekel, da plastika pa beton, to je najbolj trajno, to je trajnostno.
Ne. In potem sem rekel, zdaj, da ne bomo ta dva pojma poistovetili, ne. Sem se rekel, to je pa star slovenski trpežen, ne. Ali pa življenjska doba, tako da se mogoče tega trajnosti izogibam, čeprav smo to zdaj govorimo o trajnostnem razvoju, pomeni še vzdržno za to zemeljsko oblo in ravno to, da ne bi smeli ravno teh, ko je ta kolega govoril, uporabljati, ampak on je mislil, kako je cement pa jeklo, kako je to trajno. Ni vedel, da sta to popolnoma dva različna pomena trajnosti. No, zdaj pa trpežnost od trajnosti je odvisna od naravne odpornosti lesa, to je od hrane, vrsta lesa, kateri del lesa, anatomske zgradbe ali gostote, to je en vidik, in drugi načina in mesta ali pa pogoje uporabe. Da to imate nekatere te pogoje. In od tega je potem odvisna teh kriterijev, ki temelji naravna zaščita. Pa ne prvo naravna odpornost. Je lastnost, ki ima les v naravnem zdravem stanju in pomeni dovzetnost na škodljivce. Koliko so dovzetni? Od tega je odvisna anatomska zgradba in pa kemijska sestava. Pa gremo najprvo anatomsko, ker sem vam prej obljubil, kako izgleda les. Torej zagotavlja pa trajnost, naravna odpornost, maksimalno najbolj odporne vrste, tudi tropske, če so vgrajene zemljo, maksimalno do 25 let. Običajno za naše vrste pa tam 10-20 let, nič več. Z naravno odpornostjo, če zbirate lesove, ne boste pridobili veliko, če jih boste seveda v izpostavljenih razmerah gradili. No, anatomska zgradba, vidite, tule so tole, spomladanski les ima večje volumne in je bolj svetlejši, proti jeseni zimske pa ima manjše volumne in večje celične, debelejše stene in potem zaporedje tega pa tvori letnice. Takole izgledajo letnice. In zdaj anatomska, vidite, to je hitro rastoča vrsta, ki je v hribih za isto vrsto precej počasnejša. Mogoče pa poznate kakšne sušice, ki drugo drevo preraste in je fotosinteza leto za leto manjša, na koncu tisto drevo neha rast, ampak ne, da bi ga goba, da bi bilo okuženo, ampak zaradi tega, ker nima do sonca več in to so ene najbolj trajnih. Ne vem, Jože, če ste prvaci porabili sušice za kakšne zaporeklat in tako dalje, to je bilo kot zmed, bi rekel človek. No, takole, ampak v hribih, ker so krajše vegetacijske dobe, ali pa na severni polobli, so prirasti manjše, ker je krajša vegetacijska. Pri nas pa seveda so daljše obdobja, posebno, če so še bogata rastišča zemlje, so pa takšne in seveda tale so bolj odporni kot pa te. Tako da anatomska, no zdaj pa še kemijsko sestavo ali hrano. Les je sestavljen iz celuloze, celična stena, no. Iz celuloze, lignina in hemiceluloze in to je material, ki ga človek še ni izumil. Nobena plastika tega, kar tale kompozicija naredi, še ni. Da bi bil tako nosilen, tako prožen, tako fleksibilen, obenem pa tako nosilen. Ampak, torej iz tega ima pa še majhen ekstraktivni snovi, to so pa škrob, sladkorji in tako dalje, so tudi v lesu in ti so odločujoči. Ne samo anatomska, ampak koliko je hranilnih snovi, čim manj teh mora biti in čim več pa teh, ko sem zadečen, smole, tanini, fenoli in tako dalje. In to so tiste drevesa ali pa tisti deli, ki imajo več tega, so bolj odporni, manj odporni. Tega je mogoče 0,5% ali pa še manj. Jaz študentom rečem, ja, veste, to je tako, ko bi pili čaj brez sladkorja, pa mi eden študent dvigne roko, ali pa brez ruma, pravi. Vse kakšno kapljico ruma pa je že boljše, ne. No, kar sem jaz drugič, potem sem rekel, bolj pa fantom, kar na lesar so rekel, če pa date nekaj rumčka zraven, pa je to precej bolj. In to si potem zapomnil. Tako da naravna odpornost, vidite, imamo zelo odporne drevesne vrste, to pomeni jedrovina. Hrast, hostan, tisa, macesn, robinja, ne, to navadno rečejo, da je to dolglazija, oziroma to je psevdo, robinja je vrsta pri nas, pa to rečejo, da je, kako že rečejo, ne, akacija, ne? Akacija, to je psevdo akacija, robinja je pravzaprav, ja.
Hvala lepa. Tale dokaz je najbolj. In vidite, to ima od 12 do 25 let maksimalno lahko s tem. Potem imate precej odporne drevesne bor, jelka, tudi jedrovina, smreka jedrovina, tam 4 do 12 let v stiku s tlemi, ne, seveda. In slabo odporne drevesne, lipa, topol, vrba, bukev, breza, jelša, java, hruška in beljava vseh lesnih vrst. Tudi hrastovina, hrastova beljava ali pa kostanjeva beljava je najbolj neodporna del tega. Tako da pogledajte, tu je beljava in tukaj je veliko gobe, najrač to in insekti. Ogromno insektov ne gre v jedrovino. No, tukaj ne vidite še hrastovo, mislim, da. Vidite, tukaj sploh ne bi vedel, da iglovci, ki imajo beljavo, ne, ampak ko goba preraste tole mezdrivke, se pa točno vidi, kje je beljava. Tudi iglavci imajo vsi beljavo, s tem, da ljudje navadno tega ne vejo. Nimajo pa listavci si, naprimer bukev, lipa pa to nima prave beljave. Iglavci pa imajo vsi beljavo, ampak navadno mi vemo samo za hrast, pa za mogoče za kosten, pa mogoče še za rubinjo, pri rubini tudi. Tako da, in pogledajte beljavo, kaj so tukaj insekti. V jedrovini ne. No, to je že en način zaščite, da zbiramo jedrovino, ne pa beljavo. Poglejte tukaj, jedrovino, beljavo. No, in vpliva čas sečne na sušenje lesa. Ali vpliva ali ne, to še vedno diskusija, eni pravi, da ne ali ne. Tole sem jaz iz knjige Mohorjeve družbe, mislim, da med obema vojnama z enega, ker malo včasih berem te stare Mohorjeve knjige, prav so zanimive, si strokovnega vidika in vidim, da so že takrat vedeli mnogo tega, kar mi zdaj predavamo in tako dalje. Vidite, tukaj je celo rekel, da splošno nadziranje, da les posekan po zimi, boljše kakovosti od lesa iz poletne sečne, kar se je pokazala tudi praksa. Zdaj so neke poskuse na oddelku za lesarstvo, so rekli, da pa ni razlike, ampak ne vem, davno sem vam tole pokazali, starejši ljudje še vedno govorijo, da je razlika. Zdaj pa tako, kmetje so vsak dan v življenju naše drevesne vrste uporabljali. In tudi ne moreš vsega dvigniti v tal, navadno je bilo v stiku s tlemi, ampak tu so se oni prilagodili. V tla so dali ali na podstavek, ali pa v tla en del, zgornji del, pa mogoče tukaj se še bolj vidi, zgornji del, kjer je nosilni, so naredili posebej, tisto, kar je bilo v zemljo, pa z drugega lesa. In ko je ta les strohnel, so zamenjali samo ta podstavek. In moj oče tudi, ker je izhajal iz kmetije, tole je rekel, zdaj sem pa za 20 let miren in dejansko gospodar je tako dvakrat življenja svojem, ko je gospodaril na kmetiji, to naredil, vmes je zaraslo že drugo drevo in tako so nekako brez zaščite, tudi v teh pogojih, ko smo rekli, da do 25 let lahko z naravno zaščito, ker pač tukaj ne moramo v zrak dvigniti, razen tukaj v primeru, ko zdaj električarji so to, da dajo na betonske podstavke in potem tudi impregniram ga, pa seveda kmetje ne bojo tega. So pa kmetje dali pa na kamne, ki so bili grbančasti, da je čez potegnil veter, da je posušil hitro in tako dalje. Če so pa zamenjali, so pa samo tisti spodnji del so zamenjali. No, zdaj pa trpežnost, torej zdaj smo naravno odporno, smo rekli anatomska, pa tale drugi način, to je pa tisti, ki pa lahko ne 25 let, ampak 35.000 let zagotovi trajnost. No, torej, pogoji uporabe, predvsem vlažnost, vplivajo na trajnost ter zagotavljajo življenjsko dobo izdelkov nekaj stoletij, celo tisočletje. Kozolci 100, 200, 300 let, če ga pokrivate, so še stari. Pagode, sem bil na Kitajskem, so stari tam 800 do 1000 let, eno so rekli celo, da je že več kot 1000 let, 1200 let stara. Kolona Barjo, mislim, da 5200 let staro, ost puščice v Ljubljanici pa 35.000 let lesena Ljubljance. To pomeni, da kjer so bili pogoji, zdaj bi pa malo vam to razložil, zakaj.
Torej, lizotrofija sem vam že prej razložil, hife izločajo encime, imajo zunanjo prebavo in te encime potem razgrajujejo celulozo ali pa lignin, to je celična stena in s tem dobijo glukozo za svoj razkroj. Ampak, vidite, tole je segment hife, to je živa celica, celice, niza celic, izločajo encime v substrat, hrano, v celično steno, v les. Wood. Cel je food, vidite, hrana, substrat. In da te ektoencimi, prebavne encimi, da lahko pridejo do lesa, mora biti vmes vodni film in tudi ta del mora biti prepojen z vodo, da lahko encimi zunaj telesa delujejo. In tudi, da lahko produkte, kot je glukoza in glukuronska kislina v celico, kjer pa poteka običajno proces kot v človeku skoraj, ali pa pri živaleh. Tudi v gobah je ta proces zelo podoben kot pri živaleh. Zato bi gobe lažje razvrstili med živali kot pa med rastline po tem metabolizmu, ki poteka v celicah. Seveda glukoza pa mora priti, ampak da to pride, je potrebna vlaga. Koliko pa vlage? Čim več vlage, je boljše bo. Ne bo šlo tako. Vlage mora biti ravno prav. Kajti ta vodni film sicer, če je vlage dovolj, da ti procesi transporta obojestransko tečejo. Ampak prej smo že rekli, da je proces razkroja lesa, oziroma proces je aeroben, da to ni gnitje, da ta hife dihajo. In če dihajo, morajo izločati CO2 pa kisik. To pomeni, da ne sme biti preveč vode. Ravno prav. Ja? In zaradi tega, če je ta proces zaustavljen, je puščica, ali tole ost puščice v Ljubljanici zdržala 35.000 let, pa na Barju, kjer je bilo v vodi in proces ni mogel teči. Ta bi lahko tekel, ampak če dihanje ni, tudi ektencimo ne more nastajati. Drugače pa največ pa dosežemo, če mi ta vodni film odstranimo, da ni nujno, da mi potapljamo, gremo v drugo smer, ampak dober. Pogoji. Torej, temperatura zagotovo vpliva na encime. In ko smo imeli vaje, vem, da z človeškimi encimi, pa živalskimi, što smo imeli kar te pogoje na desetinko stopinje, pa že, pa sami vemo, če imamo 36,3 ali 6 je v redu, če pa že 0,4 stopinje več se že slabo počutimo. Gobe so tu univerzalne. Neverjetno imajo, optimum imajo tam 5-6 stopinj, razlike pa še vedno encimi dobro delujejo. Torej, temperatura že vpliva, ampak optimum je kar širok. Potem relativna vlažnost, to je za hišne gobe, ker je površinski miceli tudi vpliva, zrak in tako dalje, ampak predvsem pa vlažnost celega predmeta. In ta od navedenih pogojev je pravšna vlažnost izdelka, optimalna je med 30 in 60%, bistvena za razkroj in življenjsko dobo izdelka. In tukaj je bistvo vsega, kar naši lesarji poznajo in naši arhitekti in gradbeniki bi se temu mogli posvečati. Kako narediti, da ne bo tehle optimalnih pogojev. Da je to tako pomembno, govori standard. Evropski standard, ki smo mi poslovenili, in vidite, da so glede na to, koliko je vlage na določenem področju, so naredili 5 razredov, mesto uporabe vlažne, na tlemi pokrito vedno suho. Les, ki je pod 20% vlage, je varen pred vsemi glivami, spiranjem samo. Redki insekti lahko ga napadejo, suhega lesa, pa še tja, če je jedrovina, navadno ne. Tako da tukaj mogoče 2-3 vrste trdoglavci lahko gredo, ampak če še tu damo jedrovino, še tega ne bojo marali. In to je na primer, kaj zvem, pod streho, ker je zračna podstreha ali pa notranje pohištvo ali pa tajega. Potem imate druge na tlemi pokrito navadna smočenje, to so mogoče fasade, ki imajo pač napušč, ker ko dežuje, mogoče se malo oblažijo in takoj posušijo. Tukaj je že možno tudi glive, da so, ampak na tlemi nepokrito, pogosto močenje, kaj zvem, skodli na strehi, leseni naprimer, ali pa koli nadzemno, če so na podstavkih, je 3. razred, kjer je pogosto močenje, vidite, pa so že insekti, vseh vrst tudi vlažnega lesa, glive, modrivke celo, te barve tudi spiranje.
In najbolj, četrti je pa najbolj izpostavljen v tleh ali vodi, stalno vlažen, to je pa, temu se moramo pa najbolj opreti. Če pa ne moramo tega, pa seveda do 20-25 let zdrži, takrat moramo pa zamenjati. Medtem ko tihle pogoji gor pa lahko še najmanj odporne drevesne vrste zdržijo stoletja. Samo suhe pogoje. No in tukaj le v kozolcu imam primer, vidite tukaj le notranjosti. Prvi razred tale opaž je drugi razred, shodli z lesa tretji razred, četrti je tale soha, ki se je ugreznila, podstavek kamen ni več, je že v stiku z zemljo, je pa že četrti morja, pa tukaj nimamo, ne. Peti razred je pa v morski vodi stalno. No in zdaj vidite tukaj, to smo bili v Rikotu. Gledajte tukaj, ko je strehca, bi lahko rekel, s konstrukcijskimi rešitvami stremeti, torej je treba stremeti, da so detajli čim nižje razredov ogroženosti. Tukaj arhitekti bi mogli to upoštevati. Tule na temle spomeniku, ki stoji pred vhodom v Riko, na Ribnici, gledajte, tule bi rekel, tale del je prvi razred, tule je mogoče drugi, tule je tretji, tule pa ko je v stiku, je pa že četrti, ker je tako neprodušno, da se voda ne more niti ven izhajati, kot se. Če bi že bil manj dvignen gor, da bi lahko veter zapihal, da bi tole bilo manj nagrbančeno, kot so kmetje imeli pri kozolcih kamne nagrbančene, so omogočali, da to ni bil četrti razred, ampak tretji, ki je kar dež ponehal zapihal in se posušilo. No, pogledajte, lahko iz tretjega razreda, tule so tele kozolci, tukaj sem sodeloval, in tale tram čez so kmetje, ki je bil izven strehe, pokrili za njim deščico. To deščico zamenjati je lažje, kot pa tale tram. In tako so iz tretjega v drugi razred. Poglejte tule, ali pa tukaj, če je nagrbančeno, zopet na ta način, tale tram je bil prej, ker ni bil pokrit, če je pa pokrit. Vsakih 5 let se tale deščica zamenja, če pa ne bilo deščica, je treba cel tram zamenjati. Vsakih 10 let. In tukaj, če ni pravilno, da niso nagrbančeni, da so betonski, tudi niso vredno. No, zdaj pa tole na pušč, zdaj gledam, me je strah, ko gledam tele naše hiše brez strehe, kontejnerje. Ja, to za naše razmere ni, to je napačno, vidite. Tole, da mora biti glede na višino, mora biti tudi na pušč. Če pogledate stare hiše po Sloveniji, te stare, si pri vhodu se mogel skloniti, da si prišel noter zaradi napušča, ker je bil tok napušč in seveda te so vitrajne. Ali pa tako, da mestno imate napušče, lahko pa zamik, naprimer, vem, da imate to v Bolgariji, je zamik in sem jim vprašal, zakaj imajo oni višje nadstropje, veste zakaj imajo? Ker so bili po Turki in so imeli davek na temelj hiše. Na Ohridu. Prosim? Na Ohridu. Ja, na Ohridu, ampak jaz sem bil v Bolgariji, sem to videl. Torej, tako so se znajdli, pogledajte, ljudje. Ampak verjetno so tudi zaščiten spodnji del na ta način. Katerega pa mislim, da na svetu največ primerov tele napušča, zdaj če odmislimo kontejnerje, ki zdaj delajo hiše. Ali ta? Tale. Ker sem bil na kar nekaj let, sem vodil na Kitajsko, sem imel bilateralno in moram reči, da tole pagoda in tako dalje njihove hiše imate mestne in to. Tole pogoda mi so rekli, da je 1000 let stara. Ali pa tole pa, tako da verjetno to znanje, to je pa na Norveškem, ena cerkev, tudi mislim, da je stara 1000 let, koliko je stara, tole je leta, iz katerega leta? Koliko? 1150. Ja, evo, sem kar pustil, avtomobil. In še toliko bo in še več, samo če bo streha, no to je spet ta, ali pa tole strešico, vidite, kaj pomenijo. Ali pa tale Juneževa domačija po Rogaški Slatini, pogledajte, kakšne napušče, tudi več kot 100 let stara in slamo krita, krasno zdrži. In kar nekajkrat sem bil že pri njih. Tudi nove hiše lahko delamo, ampak trezno glavo. S trezno glavo gledati, kaj je tradicija, kaj les prenese. Ampak potem je treba znanje to imeti, arhitekti in gradbeniki. Tako da to je Rikotova hiša, zdrži, ampak gledajte na pušč, zračni kanali in tako dalje. No, to je pa ta primer, gledajte, takele hiše, to je bilo v Ljubljani, tole pa ni stara, tudi nove, če niso ustrezno zračni kanali in tako dalje.
zdaj imajo nekaj, da moraš napihniti, da dihta, ne vem, da je zrakotesnost in da vem, kaj hočejo iz tega. To je grozno. No, pogledajte tole, leto pa pol od gradnje, goba. Torej, zračni kanali so bistveni in to na zgornji strani, kjer je hladnejše. Zdaj, če imate klimo, je treba tudi od spodaj zaporeti, ker se potem na drugi strani kondens nabira. Če je tukaj izolacija, treba tukaj čez ali pa na pušču. Če tega ni, je tukaj le hladnejše, tukaj le toplejše in se naredijo ta jezerca. Potem je fasadi treba. Fasada lesena, če je samo les, gor, ko zdaj ga radi daje na beton in tako dalje, je treba vmes, ima vlogo obranjeno estetsko in je treba vmes zračne kanale. Zdaj tukaj, če je tole je boljši način, ker bolj oteka voda, ampak potem morate od spodne podložne deske prekinjati, da je ta zrak lahko kroži. Tale je slabši način, ker je pač voda slabša oteka kot tukaj, ampak nimate pa problemu s podložnimi letvami. Kot tukaj vidite, to je križno lepljena plošča, lesena izolacija in nad to izolacijo pa opaš lesen, vmes pa zračni kanal. Obvezno. In tukaj gledajte, kako tale opaže, to bom še pozneje pokazal, vedno tale utor je dol obrnjen, medtem ko pero pa gor. No, tu je tako je tole, nepravilno. In vam povem, da veliko krat majstri lažje takole kar nabijajo in potem, ko dežuje, gledajte, tule se voda zadrži. In potem takole zvije to. In tudi pri meni so na hiši takole začeli delati, pridem tja sem rekel, tole te pa predstavljam na moji hiši, pa tega ne opaža ne bo gor. In so potem težkim srcem naredili takole, ne. Ja. Potem tudi stiki, prej sem že malo povedal, stiki, to je narobe. Glejte, takle stik, voda gre vedno noter, ampak tukaj nikakor ven. Če imate tak stik, gre isto voda, ko je pa suho vreme, pa se takoj posuši. In tudi, pogledajte tale kozovc, vse je vredno narejeno, ampak mi, če hočete rante, mi smo rekli rante, Jože, pri vas so tudi rekli rante, navadno se je ranta premikala, ampak nekateri so jo fiksirali. Ampak če jo fiksiraš, jo moraš od spodaj kajlico dati, zagozdo od spodaj. Tukaj že nima znanja gor. Ker vlaga se dol nabira in če je tukaj presen stik, ne? In čim ožjo kajlico, če že. Ampak moj oče ni nič kajlal. Tako da, ja, če pa že, bi bilo dobro od spodne strani dati. In seveda, da je luft vmes. Zdaj boste videli na teh novih kozovcih v nulo narejeno, da to reče, tole je pa šlamparija. Jaz sem rekel, to je znanje. Tole, brv se spomnite, na Ljubljanici je bilo. Mi smo je sanirali, ampak so rekli, to je treba podrti in zdaj imamo betonsko, ne. Armirano betonsko. Bile so ogledala gor, pogledajte, kaj pomeni ogledalo, pa če ni dihanja, ne. Evo, tako je Trofnova. Če se v te, to so bile tla, te brvine, in ker se tukaj vidi ta čela, sem rekel, da morajo čela biti, če se niso ščistila, je tu bilo plato, ki se je zadrževala voda še dalj časa, kot sicer bi takole sklik bil in potem je tukaj potem začelo, to je bilo po nekaj letih čisto strohnilo in smo potem zamenjali tla. No, vidite torej, da so ta nova tla, tudi smo mogli sanirati, ker je tukaj tudi na vrhu bilo plošča direktno gor, ne pa lufta vmes. Tole sem imel Ingolštato eno sanacijo, pogledajte, na puščki je samo do polovica balkona. In kaj ste videli na balkonu? Ta polovica balkona, pogledajte, Trofnova. In še pobarvan je z nepropustnim premazom, razpokan in to je bilo grozno. Ta del je čisto tale bil strohnen v nekaj letih. Kaj bi bilo, če je bil na pušči? Jaz bi bil tako, kot je tukaj. Ker tudi, veste, tam, ko se vlaži, ljudje se napenja in to in potem površinski premaz še bolj poka, ne. Žeblje, gledajte, žeblje na ograjah. Žebelj je tisto stično mesto, kjer je zelo trden stik, vlaga se navlaži, nikakor pa ne, se tam ne posuši ob žeblju. In pri ograjah se navadno okrog žeblju Trofnova ste že to verjetno dobili. In tudi v Ingolštatu je to bilo. Jaz sem, ko sem prišel tja, sem jim kar narisal, kaj je treba narediti. Oni so imeli takole, vidite, tukaj ni zatekanja, če že bi mogli takole balkon narediti, da voda oteka. Namesto tega, tako, da je stik isto nosilnost, ima samo stik tukaj, da je čim manjši. Vidite, da tukaj je stik, da je čim manjši, ne pa širok. In tukaj reža je bila takole dol in voda se sem, če že naredijo tako, bi mogli dvigniti, da bi tukaj se lahko sušilo.
Seveda, okna. Vi dobite takole okno, ampak okno ne mogo biti, ker je to samo iz dveh delov narejeno. Dva kosa enako odrežete. Ta dva kosa in ta dva kosa, to je slabše. Boljše bi bilo, če bi iz 3 kosov bilo. Ta dva kosa enaka, ta pa krajši in gornji daljši. Ampak to je takoj že ena operacija več v lesarstvu. Tako da to je boljše, da čez prekrije, da ne gre voda čez, kot gre tukaj. Ne? Ja? Potem tole sem narisal, slovenske poličke zunanje so takšne. Bilo bi boljše, če bi tako bilo. Pomeni, da okno, ki je navadno spodnji del, struhni in reče, okno mi gnije. Ne? Nikoli zgoraj ne zgnije, zmeraj spodaj. Ker ga vgradijo, namesto da bi ga nadgradili in poličko po strani. Nizozemska, Severna Nemčija, Belgija, poličke so takole, ne? Potem pa študenti rečejo, kam bo pa mama rože dala, se neko bo pa naredila pod stavek, tako da bo iznivelirala. Pa nas pa delajo takele. In katastrofa, lesnega okna pa že ne bom imel, mi je zgnil, plastiko bom imel, ne. Seveda, če mi je znaš graditi, ne. Ja. Vidite, tukaj sem bil v Dvi Nazare, ki delajo okna. Gledajte, so imeli tole in jaz tam študenta enemu pokažem, ker je tukaj le naredil, da naj polička sem pride, se neko ne smete to narediti, potem bo polička prišla okne spodaj pod poličko, ne. Ja, pa zakaj pa sem rekel, a ste videl na baraki, ki je tamle? Ja, pravi, to je pa 55 leta baraka. Sem rekel, a ste videl okna? Pravi, ne. In smo šli nazaj, pisati na delavnico in smo pokazali 55 leta okna, mogoče to bilo pred 10 leti, dvigneno, reža tukaj in to. Ja, rekel, jaz sem tu vsak dan mimo odhodim iz pisarne in tega nisem videl. Tako da, dobro. To, vidite, treba tole grbančasto, ne, reče, da je to malomarno, ne, pa dajo betonsko, pa vidite, kaj se dogaja. Takole struhni. Kozovc v nulo narejen. Tukaj dah papa, tole lepenka nima kaj iskati. Vsi tukaj vlaga od dol pride, ne od gor. In potem, če lepenka še bolj zadihta, vlaga pride noter, nikakor pa ven. In pogledajte, kako so tole zabite rante. In vse dihta, jaz sem enko pri Litiji, pri Moravčah sem imel en kozovc nov, ki je trohnel in me pokličejo. Pa sem rekel, gremo tamle 200 metrov na on drugi star kozovc gledati. In potem sem pokazal temu lastniku, kaj je narobe naredil tisti majster, ko je v nulo ga hotel narediti, sem rekel, pogledajte onga. Ja. Glejte, tudi neznanje naredi, da iz 3. razreda naredimo 4. To je bil 3. razred, ampak ker je naredil spodnji del tako naredil, da je dejansko bila, kot je na korito, je pa dejansko bil 4. razred ogroženosti, ne? Torej stalno v vlagi. Ne? Torej, in tako se pa nas tudi dogaja, kot tele dajo žlebove v fasade noter in tako dalje. Torej, zdaj pa samo še postopke represivne zaščite, sušenje lesa, če znižamo vlažnost lesa pod 22%, to je navadno. Pri nas je zračno suh les v kritih prostorih, kozovcih in podstrešjih približno 16%, odvisno z letnega časa od 14 do 6. Pa tudi Gorenjska ali Štajerska, ampak tam vedno pa po 20 v naši klimi. To pomeni, če imamo les na suhem, če lepo zračenje je zagotovljeno, je varen pred glivami. Glive ne morejo okužiti. Večina gliv, če okuži, tudi če prije po 20, odmre, razen mogoče sive hišne boge. To je izjema. In tudi veliko insektov tega lesa ne mara suhega. Segrevanje, zdaj torej, če je les okužen ali pa napaden, ga posušimo in brez kemikalij. Segrevanje klasično, uničimo insekte, glive, lahko, ampak tu navadno preden ga segrejemo na 60 stopinj, da to uničimo že les, veliko propade. Zato je moj doktorant, restaurator, z mikrovalovi in je ugotovil, da je 10-krat krajši čas. Tudi suh les je krasen obdelati, ker ne vplivajo mikrovalovi na suh les, ker veste, da mikrovalovi delajo na proton, na vodik, ne, na vlago. In če je larva noter ali pa hife so, ki imajo vlago, so dejansko target, so tarča mikrovalov in v nekaj sekundah, on je restaurator, ki je potem pri meni doktoriral, in je to noben še ni, vsak je rekel, ja, segrevanje z mikrovalovi pol ure in tako dalje. Veste, koliko se to uniči in koliko energije gre.
in ta doktorat ugotovil, nekaj sekund je dovolj. Nekaj sekund. In čim bolj je suh izdelek, kulturno-zgodovinski spomeniki in tako dalje, tem bolj so tarča škodljivci, ki pa imajo vodo več kot 2 leta. Razumeli? Torej, mikrovalovje je ena super tehnika. Potem tudi zmrzovanje. Siva hišna goba, na primer, je težko uničiti. Zmrzali pod -5 stopinj pa hitro propade. Jaz sem Viltuški grad pred 15 leti ogledal, si je bil napaden z gobo, sivo hišno gobo, kjerkoli sem pogledal, bila siva hišna goba, tudi čez tiste metrske stene je šla. In potem je tisti grad so potem nekako kritino zamenjali, okna odstranili in je bil nek 5-6, pa še več 10 let odprt. In lani sem šel gledat in je goba, siva hišna goba, popolnoma propadla, ker je tukaj zim dala skozi, ni bilo kurjenje, vse je bil prepih in tako dalje. In celo smo ugotovili tam, ker je bila res tista goba, se še videla, ni več nič pognalo, tudi vzorce sem videl. Tako da je zanimivo, ne. Insekti bi lahko, ampak veste, to so pa zdaj problemi v cerkvah. Jaz, ko po zimi smo šli polnoč, nas je tako zeblo v cerkvah, kaj so pa zdaj naredili? Centralno. Skoraj vse cerkve imajo centralno. In tale Trdoglavc, ki ima optimum tam pri 25 stopinjah, je prej delal samo poleti v kipih, zdaj dela pa 365 dni. In to župniki niso vedeli, zakaj zdaj naenkrat tako se sipa, ne, črvina. Ja, pravi, včasih je bilo samo malo tega, zdaj pa to. En tak poseg, sploh ne razmišljajo, kaj lahko je posledica tega. Potem pa zaduševanje, to smo celo z Metropolitanskim muzejem delali, z argonom, zaduševanje, to pomeni, to ni kemični poseg, to je dejansko dušik ali pa dioksid, mi smo argon uporabljali, ker je inertni. Ampak to kasneje, vidite, to vpliv temperature, če jo z mikrovalovje na tele larve, da, naprimer, kaj z 20 minut pri 58 stopinj, ampak to treba les malo noter se segre. In z klasičnim gretjem, morate ga zunaj že fajn pregreta prije do notranjosti. Lahko uničite larve, ne? En so bolj občutljivi, drugi ne. Naprimer, če gledamo pri 58 stopinjah, tale anobium že propada, kozliček pa rabi 60 časa, ne? 60 minut pri tej temperaturi. Zato mislim, da so mikrovalovi boljši z mikrovalovi kot pa s klasičnim gretjem. No, to je postopek zaduševanja, anoksi postopek, kjer mi zadušimo, ženemo kisik z argonom ali pa... In argon je popolnoma inerten. Če date dušik, dušikovi spojine ogromno lahko vplivajo na premaso, da ne govorimo o ogljikovem dioksidu, ne. Tako da mi smo z Metropolitanskim muzejem delali argon in zelo učinkovito, je Marija z Brezi, mislim, da smo jo dali v ta vrečo, argon in približno 2 tedna so vsi tele trdoglavci bili mrtvi na tleh. Potem me čez 5 let pokličejo, pravi, zdaj je pa spet, jaz sem rekel, gledajte, niste nič naredili, mi s kemikalijami nismo lesa prepojili in zdaj je zopet. Lahko jo napadejo, ne? Lahko pa se mreža naredi ali pa nekaj takega, da drugo mesto da. Tako da ta so postopki ne kemijski, ampak ko daste na isto mesto, lahko ponovno pride do napada. Niste pa spremenili kemijske sestave lesa. Torej, zdaj še pa neustrezni pogoji uporabe v zemlji, vodi, zamakanje zaradi neprimerne konstrukcije, ni napušča, to so arhitekti doskrat krivi. Kondens, ker ni zračnih kanalov, arhitekti zopet, zatohli prostori in če mi uporabljamo les v takih razmerah, pač ima kratko življenjsko dobo, če hočemo pa podaljšati, kaj naredimo? Kemijska zaščita. To pa malo, da les modificiramo ali prepojimo in pregniramo. To je pa moje področje, ker sem rekel, da bi pa lahko še eno tako predavanje samo iz tega. Biocidi in tako umetno povečamo njegovo odpornost, kemijsko sestavo spremenimo lesa, ni več naravno. In leso tako spremenimo, torej kemijsko sestavo. In potem je pa to odpornost, je lastnost, ki jo ima zaščita, les pomeni dovzetnost na škodljivce, oziroma da ni dovzeten, odvisna je od anatomske, kot že prej, ne? In pa od umetne kemijske sestave, ne več naravne. In zdaj smo s to umetno sestavo trajnost podaljšali
S tem, ker tukaj načina in mesta uporabe nismo mogli spremeniti, je v tleh in tako dalje. In takrat mu pa damo kemikalije noter in naredimo umetno odpornost z biocidi in potem tudi zdrži lahko 30-60 let, kot so pragovi, naprimer, 60 let gledam tam letnice gor. In tudi, če so z stiko zemljo, zdržijo. Takole gleda impregnacija, najbolj se beljava impregnira, boljše kot je drugina. Bolnica Franja je vsa impregniran. Smo sodelovali pri obnovi. In celo delal je Franc Pohleven iz Selec, istim priimkom kot jaz. In je zelo lepo se objela. Potem je pa termično, to celo smo patent na industrijski proizvodni, da je termično, to nič kemikalij ne naredimo, ampak brez kisika se grevamo na vidite, patent 2004 smo patentirali, patentna prijava. Samo se grejemo brez kisika. Pri tej temperaturi bi bilo oglje. Če pa kisik odstranimo, se pa samo malo struktura celične strene spremeni, les postane dimenzijsko bolj stabilen in tudi bolj odporni, in škodljivce ga ne prepoznajo. Tako da zdaj je zelo in tudi ta termična modifikacija. In poglejte, tukaj smo dali lesene skodle, ali pa opeko, da lahko rekel strešno. In tale na vrhu, kjer je najbolj izpostavljena vlagi, je bila brez modifikacije. Tukaj je bila modificirana, pa poglejte, koliko se je v nekaj tednih, prej je bilo čisto ravno, se je na vsako stran približno 2-3 cm nemodificirani streha podaljšala, potem ko vidite tukaj modificirana, bolj stabilna. In potem imamo tudi hišico na oddelku, kjer imamo fasado iz tega in tega lesa, nemodificirani. Celo leta 2002 ali 2003 je imela Oksana Pečeni 4 dni staro violino, Matjaž, ti si violinist, je pravi vsak violinist 4 dni staro violino, pa ne bom šel igrati, ker še bo razglašeno. Ona je bila ena prvih, ki je zmodificirana. Vidite, tukaj se še malo vidi temno, ker se je dotikala ta komora, sem imel še ta osko komoro, ker sem prvi poskuse delal. In vidite, je bolj črna, ne? Torej, zmodificirano je res stabilen, se ne razglasi in tudi akustična je bolj. In ena prvi violinist, ki je takrat v Sloveniji igrala, je Oksana Pečen, mislim, da je celo v Mariboru igra. Jaz sem zadnjič gledal na spletu, nič kaj je kar dobila na teži, tako da sem jo komaj spoznal v teh 20 letih. Ampak, naprimer, to je bilo nagrado, sem je slikal, ona sploh ne vedela, ampak je rekla violina, jaz sem probala, 4 dni je stara, ampak krasno zdrži z Benmako in je imela celo večerni koncert, na katerega sem šel. In potem sem ji tudi tole pokazal, pravi, jaz mislim, da je to pa pobarvano, ne, sem rekel, to je opečen desk, ker sem dotikal, ker bliže stene je bil. Zdaj smo naredili orn komoro, zdaj imamo na Igo 6-metrsko komoro in gre kar veliko lesa tukaj noter. No, tako da zdaj nekako, zdaj pa še uporaba lesa, uporaba lesa boje proti podnebnim spremembam, lesni izdelki podaljšajo življenje drevesa. No, zdaj pa malo tole, kar se je za hobi ukvarjal. Torej, zaščita lesa je v zadnjih letih pomembna tudi z vidika obvladovanja podnebnih sprememb. Kajti, če res zaščitimo, podaljšamo trajnost in če ima daljšo trajnost, dalj časa zadrži ogljikov dioksid, kajti les je dejansko iz ogljikovega dioksida. Sonce ga veže noter, torej naravno nobenih cementarn, pa jeklarn, pa taloma, da naredimo ta material. Sonce ga naredi iz CO2. In čim daljšo življenjsko dobo ima izdelek, tem večji ponor ima, to je pa moj kolega z Anglije študiral. Vidite, koliko kilogramov, kako se leto uporablja, on je uporabil ta navadni bor, rdeči bor. V začetku seveda, ko mi izdelek naredimo, nekaj energije se porabi in se CO2 sprosti. Ampak že v par letih se ta, koliko smo pri izdelavi izdelka, se že kompenzira in potem z leti, več let se to uporablja, večji ponor predstavlja, dalj časa zadržuje. V gozdu bi drevo strohnelo, če ga skurimo, zopet gre CO2 v zrak. V izdelkih, čim dalj se uporabljajo, tem večji učinek na ponor CO2 imajo. Zato jaz še zmeraj vztrajam na čaro lesa in mislim, da v leta 2009 so prvič na svetu bili izdelki označeni s CO2. Takrat so se norce delali,
kaj in zdaj to je pa že zdaj hit. Ne bom nikoli pozabil, leta 2009 pride en trgovski potnik, en gospod, en inženir je bil in rekel, pa kaj se mi to greste. Jože je bil vedno tam, ampak takrat neko je bil ta človek. Je rekel, tole vi nekaj flancate, ampak ne boste verjeli, čez 4 leta dobim e-mail, ker je načarale samo e-mail na spletni strani. Je rekel, se vam moram upravičiti po e-mailu. Je rekel, sem v Nemčiji in sem v eni trgovini in vsi izdelki imajo CO2 gor. Jaz sem vas pa pred par leti pa takole špotal. Ampak to je zdaj že kar nekaj let nazaj. Takole, to je bilo v mestni hiši. Glejte, vsak izdelek ima tukaj le koliko je CO2. Tudi če je še tako mali, naprimer točno se ve koliko kubični metrov izdelka, koliko ton CO2. In če je pač manjši volumen, pač manj CO2, vsak je tele. No in mislim, da so tole še celo obeski od Tjaše, ne? Ja. Tako, tudi te drobne predmeti predstavljajo ponor. In jaz sem drugo leto, prvo leto, ko je bilo, če bi na svetu imeli glavnike iz lesa, ne vem, koliko sem zračunal vsak, takrat nas je bilo 7 milijard, danes bo malo 8, namesto plastičnih bi ne vem koliko 1000 ton predstavljali depo CO2, če imeli lesene glavnike, ne pa plastičnih ali pa kovinskih. Takole, da vas povabim, vabljeni na razstavo Čar lesa v Cankarjev dom od 16. do 16. maja 2000. Hvala vam za pozornost in upam, da bo tale kozolec, če bo pokrit, še dolg časa kot funkciji in tudi kot ponor CO2. Hvala lepa.